Razgledi in razmisleki. Ker sem bil politični dopisnik, od mene niso pričakovali, da bom prav pogosto ocenjeval opere, toda velika dunajska državna operna hiša je kmalu pokazala, da je zmožna ustvariti polemike ob temah, ki presegajo preproste glasbene okvire. Kmalu potem, ko sem prišel v mesto, je državna opera za direktorja imenovala dirigenta Lorina Mazela. Sprva je bilo težko izmeriti dunajski odziv na tega nedvomno vrhunskega glasbenika, ni pa trajalo dolgo, ko je nekaj incidentov že dalo slutiti, da v templju avstrijske opere ni vse prav. Divja klaka, ki se je štela za edinega arbitra dobrega okusa, je začela izžvižgavati pevce, ki jih je angažiral Mazel in ki so bili novi v hiši, med njimi so bili tudi Judje iz New Yorka. Klaka je, kot bi pritisnil na gumb, lahko prešla od ekstatičnega aplavza do razgrajaškega neodobravanja. Prizori so postajali vedno grši. Govorilo se je, da hoče novi direktor ukiniti stari repertoarni sistem, po katerem je hiša odigrala tudi do 20 različnih del na mesec in je bila zaprta samo za božič, veliko noč in na večer opernega plesa. Večina opernih hiš ima sezono s 6 ali 8 produkcijami, Dunaj pa je ostal zavezan staremu sistemu. Ta je po eni strani vsekakor omogočal hitro seznanjanje z repertoarjem, po drugi pa se je njegovim kritikom zdelo, da gre za proizvodni obrat predstav, ki so pogosto dolgočasne in brezskrbne. Mazel je hišo, razumljivo, želel usporediti z drugimi evropskimi hišami, toda repertoarni sistem, kot v tistem času toliko ustanov na Dunaju, pa tudi v Ljubljani, je podpiral že zdavnaj uveljavljen konsens med umetniki, birokrati in sindikati, in te sile so bile proti njemu. Mazelova usoda je začela polniti strani domačega tiska. Ko mi ni uspelo organizirati intervjuja z maestrom s pomočjo njegove tajnice, sem se sprijaznil, nato pa me je vedno skrbni Hermagoni, ki je dopisnike oskrboval z vstopnicami, vljudno potegnil na stran. Rekel je: "Tega pa res ne smete dovoliti." Navsezadnje je dodal in premeril mojo še ne 30-letno postavo: "Niste ravno nek nepomemben fante." To je bila značilno dunajska zvijača, preračunana, da polaska in izzove reakcijo pri nič hudega slutečem tujcu. Delovalo je. Sedel sem in si s peresom in papirjem, v katerega je bil tisnjen kraljičin grb, stari Times je še imel glavo, ki jo je oblikoval Reynolds Stone, dal duška v osebni pritožbi dirigentu. 6 ur potem, ko je bilo pismo izročeno, je bila moja želja uslišana in pospremili so me v avdienco k maestru v veliko sobo v stranskem delu operne hiše. Prostor je bil poln dima cigar in med dolgimi puhi mi je Mazel predstavil jedki tour d'horizon svojih težav pri poskusu modernizacije dunajske opere. Njegov nastop so nedvomno še zaostrili konflikti minulih tednov in v vsaki kretnji je bilo čutiti trk dveh svetov. Energičen, inovativen in reformističen je prekrižal meče z establishmentom, ki je bil konzervativen, samozadovoljen in protiameriški. Napad je vodil strah zbujajoči kritik dunajskega časopisa Die Presse Franz Endler. Endler se je imel za naslednika Eduarda Hanslika, kritika iz 19. stoletja, čigar članki so lahko v eni sami izdaji ustvarili ali uničili glasbeno kariero. Znano je, da je potem, ko je slišal Brucknerjevo 8. simfonijo, Hanslik zapisal: "Nedvomno imajo ti čudni zvoki svoje mesto v glasbeni prihodnosti našega sveta, vendar se te nikakor ne morem spokojno veseliti." Še desetletja zatem so simfonijo komaj kdaj igrali. Stoletje pozneje je Endler posegel po enakem uničujočem sarkazmu v svojih vrednotenih Mazelovih prizadevanj. Ob najinem srečanju je bila Mazelova usoda že zapečatena.
Herr Endler je pisal eno sovražno kritiko za drugo in Helmut Zilk s primernim vzdevkom Zilk-Kat, avstrijski minister odgovoren za umetnost in poznejši župan Dunaja, je zaprosil kritika, naj spiše osnutek pisma, s katerim bi odpustil maestra. Da je pismo, ki naj bi bilo zaupen dokument ministrstva, nastalo pri Endlerju doma, je bilo kmalu splošno znano in res je bilo nedolgo zatem objavljeno v Die Presse. Družbene povezanosti dunajske politične Gesellschaft nič ni ponazarjalo učinkoviteje kot ta epizoda. S Herrom Endlerjem sva se nekaj dni pozneje srečala pri kavi v Zahrju. Zdel se je izčrpan od bitke, v kateri se je vojskoval in zmagal, njegovo obnašanje pa je izdajalo komaj zaznavno zmagoslavje. Ko sem gledal to izčrpano, zgubano postavo, moža, ki je kadil cigareto za cigareto in ki bi ga težko opazil v nagneteni sobi, sem se spomnil besed Kurta Forhoferja, prekaljenega in ljubeznivega političnega urednika graškega časnika Kleine Zeitung. Novinarstvo je morda umazano, šmucik, ampak kulturno novinarstvo, to, prijatelj moj, je čista svinjarija, drekiger šmuc. Dunajska državna opera je diskretno razpisala mesto novega glasbenega direktorja, ki bo zamenjal Mazela. Mesec pozneje so me na hitro poklicali iz Areca, kjer sem preživljal konec tedna, da bi intervjujal Mazelovega naslednika Claudia Abada. Intervju je bil napovedan za 8:30. Nočni ekspres Remus, ki je odpeljal iz Firence ob 20:33, je točno prispel na dunajsko južno postajo ob 8:05 in 25 minut pozneje me je sam Abado popeljal v penthouse stanovanjskega bloka, takoj za hotelom Zahr na vogalu Neuermarkta. Bil je plah, deški in osupljivo zadržan. Kontrast med Italijanom in njegovim predhodnikom ne bi mogel biti večji. In čeprav sta bila oba izvrstna glasbenika, je Mazel dajal vtis moža, ki je vajen ukazovati, medtem ko se je zdel Abado boječ, omahljiv in skromen. Težko si ga je bilo predstavljati kot človeka, čigar sleherni besedi bi prisluhnilo 100 najboljših in najzahtevnejših orkestrskih glasbenikov na svetu. Nisem si mogel kaj, da se ne bi spraševal, kako bo ta na pogled preprosti maestro shajal s tako notorično težavnim orkestrom, kot so Dunajski filharmoniki. Veliki dirigent Otto Klemperer, Mahlerjev varovanec, je malo pred smrtjo leta 1973 nepozabno izjavil: Dunajski filharmoniki so mi ljubši od kateregakoli ameriškega orkestra, celo od berlinskih filharmonikov. Zvok, posebej zvok godal, je veličasten, toda posamezni člani orkestra znajo biti silno neprijetni.
Drugi orkestrski glasbeniki, kaj šele splošna javnost po svetu, si le težko predstavljajo izjemni prestiž, status in mojstrstvo dunajskih filharmonikov. Filharmonija je kot razširjena družina, vstop vanjo pa narekujejo predvsem, čeprav ne izključno, merila najvišjega glasbenega mojstrstva. V procesu rekrutiranja igra pomembno vlogo tudi družinsko izročilo. Ubranost orkestra, edinstveno bogastvo zvoka godal, čaroben zven hornistične sekcije. Vse to je merljivo in izpričano na brezštevilnih nastopih in posnetkih. Manj otipljiva je ideja, da filharmonija dejansko deluje kot živ organizem, povezan s preteklostjo, neposredno skozi izvajanje del, ki so del tradicije, ta pa med glasbeniki prehaja iz roda v rod. Še posebej, ko gre za največje dosežke Brahmsa ali Brucknerja ali Mahlerja, lahko kolektivni spomin orkestra črpa iz modrosti in izkušenj tistih glasbenikov, ki so prvič izvedli ta dela. Dunajska komponenta je pomembna na različne načine. Člani orkestra so večinoma Dunajčani in orkester torej, kot je dejal Gombrich, ustvarja glasbo na način, ki podzavestno odraža intonacijo in kadence njihovega narečja. Njegovo razporejanje akordov in liričnost še prispevata k temu, da je zmožen igrati z izjemno svežino in natančnostjo. To se morda nikjer ne odraža bolje kot v njegovih nedosegljivih izvedbah močno podcenjenega, a izjemno zahtevnega kanona Johana Straussa na vsak novega leta dan. Dirigenta, ki skuša tem delom vsiliti preveč svoje lastne interpretacije, nedvomno čaka naporna pot, saj bo orkester vedno poznal delo bolje kot ga on. Glasbeniki potrebujejo veliko prepričevanja, da zaigrajo svoje ljubljene klasike na načine, ki se odmikajo od njihovih uveljavljenih parametrov. Brez zelo trdnega intelektualnega razumevanja partiture, določene mere očarljivosti pomešane z avtoriteto in brezhibnega znanja nemškega jezika, se novi dirigent sooča z zastrašujočo nalogo. Pomaga, če je dirigent Dunajčan, toda glasbenikom bo vseeno ljubši nedunajski dirigent, ki jim bo pustil peti, na primer Mehta, kot pa Dunajčan, ki jih bo skušal pripraviti do tega, da bi vse odigrali skladno z njegovimi, kot se jim zdi, zgrešenimi pogledi. Pišem o njegovih pogledih, kajti čeprav so v orkester po letu 1997 sprejeli nekaj žensk, so vsi dirigenti in velika večina glasbenikov moški. Čeprav sem zadnjikrat, ko sem jih videl igrati v Musikvereinu, naštel 4 glasbenice v orkestru, me ne bi presenetilo, če bi bil ob koncu tega stoletja skupaj z Vatikanom ena od 2 velikih evropskih institucij, v katerih bodo ekskluzivno dominirali moški. Ti instituciji, tako kot brigada gardistov in zakladnica v Veliki Britaniji, tistim, ki oporekajo njuni tradiciji, ne prineseta drugega kot poraz in uničenje. Harold Macmillan bi lahko na svoj seznam ustanov, s katerimi nihče nikoli ne bi smel začeti prepira, dodal še Dunajske filharmonike. Kot paradni konj Avstrije, kot glasbene velesile, je orkester, ki z glasbeniki oskrbuje tudi orkester Dunajske državne opere, finančno nepremagljiv. Njegovi člani uživajo varnost in pokojninsko zavarovanje, o katerih drugi glasbeniki lahko le sanjajo. V vseh pogledih so državni uslužbenci z ustreznimi privilegiji. Ko jih vidiš, kako v nedeljo zjutraj prihajajo na oder Musikvereina, oblečeni v diplomatsko obleko iz 50 let 20. stoletja oziroma v štrezeman, kot Nemci imenujejo kombinacijo črtastih hlač, temnega suknjiča s telovnikom in kravate, si priča ritualu ene zadnjih, a najbolj trdoživih glasbenih elit Evrope. Takšni koncerti so še vedno vrhunci evropskega orkestrskega koledarja, pa vendar je v 80-ih vsak obubožan Dunajčan lahko spremljal vsaj drugo polovico koncerta, tako da je preprosto prišel med odmorom brez vstopnice v Musikverein in se izognil
ne preveč pozornemu očesu biljeterjev in biljeterk, ki pa so prišleke včasih celo pospremili do najboljših stojišč v ozadju parterja. V bolj tekmovalnem ozračju let po hladni vojni so vsi ti dejavniki še naprej zagotavljali, da je orkester previharil viharje globalizacije bolje kot njegovi tekmeci, predvsem Berlinska filharmonija, ki je po koncu hladne vojne izgubila nekaj svoje enkratne kakovosti zvoka in kohezije. Abadu se je vseeno zdelo, da tej godbi ni lahko dirigirati. Po komaj 2 letih je zapustil mesto direktorja, še prej pa predstavil občinstvu izvedbo Beethovenove 9. simfonije, ki je premogla tolikšno lirsko lepoto in nepretečo latinsko veličino, da je morala prevzeti celo zakrknjene nemške nacionaliste v občinstvu. Kot Abadova poznejša branja Brucknerja se je tudi njegov Beethoven otresel vseh sledi tevtonskih bojevniških interpretacij. Abadu nihče ni mogel očitati, kot Dunajčani danes pogosto očitajo Tilemanu, das macht unser Bruckner a bissel zu deutsch, da dela našega Brucknerja malo preveč nemškega. Po Mazelovem odhodu se je državna opera pod Abadom hitro umirila. Celo na Dunaju je imelo dovoljeno kulturno puščanje krvi svoje meje. In gostujoči dirigenti so zamenjali staro gardo repertoarnih dirigentov, ki so prepogosto producirali statične izvedbe klasikov. Eden od teh novincev je s svojimi izvedbami Verdijevega Macbeta naelektril tako orkester kot občinstvo. Giuseppe Sinopoli se je vzpenjal nad jamo in zdelo se je, da je dunajske glasbenike dobesedno sunil iz vsakršne apatije. Pod njegovim vodstvom so igrali kot obsedeni. Njegove izvedbe so se zlahka merile z Abadovim dirigiranjem iste opere v La Scali leta 1979. Ob takšnem hipnotičnem dirigiranju je Dunaj ustvaril zasedbe izjemne kakovosti. Lucia Pop, Edita Gruberova in Gundula Janovic, ki se je takrat sicer bližala koncu svoje kariere, vendar je bila nepozabna kot grofica v Figaru, pa tudi Agnes Balca v Carmen in Hermann Praj v Mojstrih pevcih, pa Bernd Weikl v Netopirju. Redno so uprizarjali mojstrovine druge dunajske šole kot Lulu in Vojček, konvencionalnejše okuse pa je tešil Pavarotti v Rigoletu ali Traviati. Čeprav so po Mazelovih reformah zmanjšali število oper, ki so jih izvedli vsako leto, je bilo še vedno mogoče iti v opero 2-krat tedensko 3 mesece zapored in vsakokrat videti izvedbo drugega dela. Produkcije so ostajale konvencionalne, a ne škodljive, bolj v harmoniji kot v tekmi z glasbo. Režiserja ta čas še ni dobila v kremplje mrtva roka Dummes Deutsches Theater Regie, dobesedno režija neumnega nemškega gledališča, ki je za mnoga leta uničila operno produkcijo Salzburškega festivala. Te javne uprizoritve je v mnogih hišah Forštata dopolnjevala komorna glasba. Redko si se lahko sprehajal po Jozefštatu, ne da bi skozi okno vrhnjega nadstropja zaslišal zvok, bodisi igranje klavirja ali kakega drugega inštrumenta. Klasična glasba, ki je v drugih evropskih mestih bolj in bolj obrobna, na Dunaju še vedno ostaja del vsakdanjega življenja. Kje drugje bi se vam na podzemni železnici zgodilo, da bi sedeli poleg nekoga, ki preučuje partituro ali bere Furtwänglerjeve eseje? Vloga orkestrskega glasbenika velja za najvišje poslanstvo, ki v prestižu prekaša vsako komercialno dejavnost. Celo v Heurigen, v Dunajskem gozdu, ostaja šraml, dunajska ljudska glasba, seveda živo odigrana, cenjena spremljava večera, sicer namenjenega hrani in pijači. Pesmi, ki jih pojejo ti glasbeniki ob spremljavi violine in harmonike, imajo grenko sladek zven, ki je značilno dunajski. Pogosto so zraven tudi citre, inštrument ovekovečen v tretjem človeku.
Prebiranje njihovih strun pričara Srednjo Evropo, kot tega ne zmore noben drug inštrument. Enako kot cimbalon dozdevno uteleša skrivnosten, tuhtajoč značaj madžarskih ravnic in njihovih ciganskih prebivalcev. Pogosto se pozablja, da so bile citre pred Prvo svetovno vojno dvorni inštrument in da je Karel, zadnji avstrijski cesar, naročal skladbe pri rezidenčnem skladatelju za citre. Te presunljive melodije igrajo vse do današnjega dne. Sredi 80. let 20. stoletja je bila podoba avstrijskega konzervativnega glasbenega okusa vedno dostopna na avstrijskem prvem programu Österreich 1, ki je bil namenjen klasični glasbi. Ker sem prišel iz Anglije, kjer je bil Radio 3 v 70. letih eden od vrhuncev kulturnega življenja, se mi je avstrijski klasični program zdel omejen. Nobene resne analize ni bilo, ki bi pomagala človeku razmišljati o kakšni kompleksni simfoniji. Tudi ni bilo ironično nobenega Hansa Kellerja, ki bi pritegnil poslušalce s poglobljenim znanjem in pogumnimi trditvami, podanimi v edini izjemi od britanske standardne izgovorjave, ki jo je takrat dopuščal BBC, v gostem dunajskem emigrantskem zavijanju. Namesto tega so na avstrijskem programu preprosto napovedali: Beethoven, simfonija številka 3 v S-duru, igrajo Dunajski filharmoniki pod vodstvom Herberta von Karajana. Na kar je tehnik spustil iglo na ploščo in glasba se je začela. Skoraj vedno so bili Beethoven, Brahms ali Bruckner, zelo občasno Mozart ali Schubert. Razen teh napovedi podanih z resnobnostjo oblasti, ki poziva k takojšnji evakuaciji v protiletalska zaklonišča, na tem programu niso govorili. Nobene razprave, nobenega komentarja, predvsem pa nobenih lagodnih predgovorov glasbi, ki jo bomo slišali. Zdelo se mi je samoumevno, da je to nasprotje trajno. Dejansko pa so se v 90. letih Avstrijci premaknili na nekdanjo BBC-jevo intelektualno višjo raven, približno takrat, ko se je London odrekel in na Radio 3 vpeljal lažno lahkotnost pogovornih oddaj.
Slišali ste odlomek iz knjige Richarda Bassetta Zadnji dnevi v stari Evropi. Prevedla jo je Staša Grahek, odlomek je prebral Jure Franko. V oddajo smo vključili odlomek iz Netopirja Johana Straussa in skladbo iz filma Tretji človek Antona Karasa. Oddajo sta posnela Vladimir Jovanovič in Max Pust.